Pozdravljeni, tu je podcast Misija kakovost z novo temo in novo gostjo, s katerima bomo, tako kot v epizodah v preteklem letu, pokazali, da proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju ni le modno priporočilo ali sistemska prisila, temveč profesionalna potreba vseh, ki se izobraževanjem ukvarjajo. Del tega je tudi komunikacija, od katere je odvisno celotno delovanje šole ali vrtca. Tako na delovnih sestankih, vsakodnevnih odnosih med učitelji in učenci, v procesu samoevalvacije, kot tudi ob izrednih dogodkih, mora komunikacija potekati učinkovito, spoštljivo, prilagojeno vlogam vključenih in vse smeri. Kako naj torej poteka komunikacija z zaposlenimi, kako z zunanjimi institucijami, koliko in kako vključevati dijake in starše? O tem se bomo pogovarjali z magistrico Stašo Florjanič, ravnateljico Srednje gradbene geodetske okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Dobrodošli v podcastu Misija kakovost. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Ravnateljica šole ste od junija leta 2025, predtem pa ste bili vodja tima za kakovost na šoli. Kako pomemben dejavnik je po vašem mnenju komunikacija pri tem procesu vzpostavljanja vzdušja na šoli, delovnih pogojev, pa tudi pri dvigu kakovosti delovanja šole in tudi uspeha učencev, dijakov? Ja, Tako, jaz bi rekla, da učinkovita komunikacija je pravzaprav temelj, na katerem kakovost sploh lahko razpre svoja krila. Kajti to je zelo kompleksna zadeva, in vključuje pravzaprav vlogo vodstva, ki določa komunikacijo od zgoraj navzdol, zagotavlja okolje, v katerem je varno spregovoriti o svojih stiskah, potrebah, željah, o svojih napakah. In nenazadnje vključuje učitelja, ki mora biti tudi zgled s svojo komunikacijo. Tako da brez učinkovite komunikacije sploh ne moremo vedeti, če dobro delamo. Potem je tukaj kultura dajanja in sprejemanja povratne informacije, ki jo je potrebno okrepiti in način, kako to počnemo. In seveda velik del današnje problematike, ki pravimo izgorelost, je tudi lahko iščemo vzrok v neučinkoviti komunikaciji in posledično odnosih. Ključna dokumenta šole sta tudi razvojni in akcijski načrt. Ko ste bili vi še vodja tima za kakovost, kako ste poskrbeli za to, da so stvari prišle do vseh vključenih, ker to je najbrž ključno, informiranost in vključenost vseh vpletenih, ki delujete na šoli? Tako, se pravi, ko smo snovali prvi akcijski načrt, takrat smo vključili vse zaposlene. Pravzaprav smo imeli vrsto delavnic, na katerih smo najprej opredelili probleme, izzive, s katerimi se srečujemo, in potem smo iz teh problemov, izzivov zastavili cilje, pravzaprav z viharjanjem možgan. Na podlagi tega smo oblikovali nek akcijski načrt, ki smo ga vključili v LDN in v poročilo. Kar se tiče vključenosti drugih deležnikov, je zelo pomembno, da se jim to predstavi, in tukaj ima poglavitno vlogo ravnatelj. Kaj je tisto, kar zdaj jaz lahko počnem v vlogi ravnateljice, je to, da informiram tako dijake na dijaški skupnosti, da jim predstavim cilje, kot tudi staršem. In zdaj potrebno je razumeti, da komuniciramo ne samo z besedami, ne samo z govorico telesa, komuniciramo zlasti z našimi dejanji. In s tem, ko vključimo recimo v akcijski načrt tima za kakovost neke izzive, probleme, ki so jih izpostavili učenci, dijaki, ali starši, pravzaprav komuniciramo staršem, da nam je mar, da prisluhnemo tudi njihovim potrebam in željam in kot tudi dijakom. In potem, ko se odpremo tej komunikaciji, dobimo povratno informacijo in ideje tako od staršev kot od dijakov, ki jih lahko potem vključimo, bodisi tekom šolskega leta v neke ukrepe ali pa potem pri ponovnem zastavljanju nekih ciljev in pa ukrepov v prihodnjem šolskem letu. V zadnjem takem akcijskem načrtu šole je izboljšanje medosebnih odnosov eden izmed vaših ključnih ciljev. Zakaj? Morda se zdaj lahko navežem na naš moto. Moto je gradimo ljudi.
Torej, gradimo šolsko kulturo, kjer so dobri odnosi tisto, na kar smo ponosni. Od nekdaj smo bili ponosni tudi na dobre odnose v zbornici in tudi na dobre odnose z dijaki. Zdaj pa glede na to, da se nam je priključilo veliko novih strokovnih delavcev, imamo novi kader, je 80%, kako bi rekla, se zamenjalo, je zelo pomembno, da se ta kultura ohranja in nadgrajuje. Poleg tega smo tudi zato si izbrali ta cilj, kajti mislim, da se premalo govori o odgovornosti. Torej, pri medosebnih odnosih in komunikaciji je pomembno tudi prevzemati odgovornost za izid. Ne morem biti samo jaz 100% odgovorna za najin odnos do dijaka, a ne? Torej, to odgovornost mora prevzeti tako dijak, kot tudi starš in nenazadnje vodstvo, a ne? Ste pa izvedli tudi anketo, torej kakšno je bilo ali pa je stanje na šoli, kaj ste ugotovili, kako dobri so medsebojni odnosi bili takrat, ko ste to preučevali z anketo? Ja, pravzaprav je bilo to zelo po neki naravni poti, ko smo si zastavili cilje, medsebojni odnosi, smo na začetku šolskega leta smo se srečali z primerom medvrstniškega nasilja in takrat smo zelo hitro odreagirali. In smo rekli, akcijski načrt je živa stvar, čeprav smo bili bolj usmerjeni v snovanje šolskega etičnega kodeksa, smo rekli, dajmo zdaj to vključiti v ta proces zagotavljanja kakovosti in smo izvedli anketo. In s to anketo smo želeli posneti neko stanje, kje se nahajamo, kar se tiče medvrstniškega nasilja, kako ga doživljajo dijaki. In tukaj smo sodelovali torej z psihologinjo, ki je tudi članica tima za kakovost, kar se mi zdi zelo pomembno, kajti ko določamo, torej ko imenujemo člane timov za kakovost, je pomembno, da so v timu ljudje, ki so vajeni pripravljati ankete, analize in ki se na to zelo hitro lahko odzovejo, na potrebe, ki se pač pojavijo, na okoliščine. No in ta anketa je pokazala, da pravzaprav pojavnost tega medvrstniškega nasilja ni tako zelo velika. Kje vidimo problem, pa je to, da smo ugotovili, da če bi se dijaki srečali z nasiljem, najverjetneje ne bi povedali nikomur, oziroma preverili smo, kako vidijo to, da sporočijo neko nasilje vodstvu oziroma svetovalni službi. Želeli smo preveriti, ali vidijo to kot tožarjenje. In to je tisto, kar bi radi spremenili. Se pravi, odgovornost tudi opazovalcev, da sporočajo tisto, kar je bilo opaženo in pravzaprav, da se mi znamo na pravilen način odzvati. In na podlagi tega smo pripravili neke ukrepe, ki bodo potem recimo tudi del poročila tima za kakovost. Ampak konkretno za kakšne ukrepe gre? Ja. Zdaj, prvi ukrep je bil ravno to, da smo na podlagi ankete in pridobljenih povratnih informacij je svetovalna služba pripravila gradivo za razrednike, ki so potem na razrednih urah razpravljali in dajali pravzaprav navodila dijakom, kako ravnati v primeru, da so priča nasilju, da so žrtve, pa tudi, če so v vlogi storilca. Drug zelo pomemben ukrep je, da smo stopili v stik z strokovnjakinjo na tem področju, dr. Lucijo Čevnik, ki smo jo povabili in je izvedla predavanje najprej za strokovne delavce, torej kako se mi odzovemo v teh primerih. Potem pa sem jaz o tem razpravljala tudi, ko sem bila povabljena na svet, torej na dijaško skupnost. In takrat smo z dijaki debatirali, kako bi se lotili te problematike in sem povedala, da morda razmišljam o tem, da bi predavanje organizirala tudi za starše in so bili zelo za to.
so bili mnenja, da pravzaprav tudi starši imajo premalo znanja in včasih napačno reagirajo, tako da smo tudi za starše pripravili predavanje, ki bo potekalo po Zoomu, in pa za oddelke na podlagi analize, kje se pojavlja največ nekih zgodb o morebitnem medvrstniškem nasilju, kakšni konflikti, smo določili tiste oddelke, da bodo imeli delavnice z dr. Lucijo Čevnik in s tem začnemo prihodnji teden. Omenili ste tudi šolski etični kodeks. Kako bo ta pripomogel k izboljšanju medosebnih odnosov? Koga vse ste povabili, da sodeluje pri njem? Bodo tudi tu sodelovali dijaki? Ja, seveda. Torej, ves čas spremljamo bodisi preko poročil, ki jih imajo razredniki, dijaške skupnosti, tisto, kar dijake moti, kjer želijo izboljšanja na področju odnosov, kot tudi učitelji. In smo rekli zdaj tako, imamo neke vrednote, vendar če govorimo o vrednotah, kot je recimo spoštovanje, si dijak nekaj čisto drugega predstavlja pod pojmom spoštovanja, kot si učitelj. In čisto nekaj drugega si predstavljajo starši. In smo rekli, dajmo na podlagi teh vrednot, ki smo si jih zastavili, med njimi je tudi odgovornost in pa tudi kakovostno znanje, zavzetost, smo rekli, dajmo zdaj konkretizirati vedenja, ki bodo veljala za vse deležnike. No in ko bomo postavili neko ogrodje, ki smo ga že postavili, bomo predstavili torej etični kodeks, ki je še v nastajanju dijaške skupnosti in staršem in bodo lahko dali povratno informacijo. Kajti ta šolski etični kodeks bo zavezujoč potem za vse nas. Tudi za starše? Tudi za starše. Vseeno se včasih najbrž zgodi, ali pa bi radi, da bi bilo tako, ne, da tisto, kar nam ni všeč, da bi pometli pod preprogo in se o tem ne bi govorilo. Kako se na vaši šoli pogovarjate o šibkejših področjih delovanja šole? Kako transparentni ste, ko gre kaj narobe? Menim, da pri nas ni neke tabu teme, da se odkrito pogovarjamo o izzivih, problemih. Kar je pa ključno, torej temelj, da se to sploh lahko dogaja, pa je psihološka varnost v kolektivu, kjer je dovoljeno narediti tudi napako, nič hudega. Napako včasih lahko popravimo, včasih ne, včasih se lahko opravičimo. Vsekakor naredi ravno ta psihološka varnost in odprta komunikacija prostor za rast. In tukaj je seveda tudi zgled vodstva, da nismo zmotljivi, da znamo na nek način sprejeti povratno informacijo, priporočila, kako bi se kaj izboljšalo, brez da bi se počutili ob tem ogroženi. Pa vi tudi sprejmete kakšno pripombo, drugačno mnenje od vašega? Torej, priznate kdaj, da niste nezmotljivi? Seveda. Zdaj prvi korak, ki sem ga naredila, ko sem nastopila, je, da sem povabila kolege, da pripravijo, torej da mi posredujejo različne predloge, prostor za rast oziroma izboljšavo, ki jo vidijo na šoli, in potem sem tudi te predloge upoštevala, ko smo pripravljali letni delovni načrt. In te predloge smo tudi vgradili na nek način v akcijski načrt tima za kakovost. Potem druga priložnost, kjer se to lahko zgodi, je tudi konferenca, ki je zelo interaktivna, kjer se vedno razpravlja o različnih perspektivah, različnih načinih, kako se spopadamo z izzivi. In recimo en primer, kako to lahko naredimo, namreč naš kolektiv je precej velik, kar 84 nas je. To pomeni, da je zelo težko zbrati vse povratne informacije od kolegov, in tokrat smo imeli konferenco in je bila ena od točk dnevnega reda refleksija na temo dneva v dejavnosti. Pomembno je, da začutiš, ko se govori, da nekdo ni zadovoljen in se neka, to pa želim res slišati,
kakšne so izkušnje, in ker nisem mogla zbrati in ni možno na konferenci pridobiti mnenje vseh 84 učiteljev, sem na hitro sestavila anketo, s katero sem pridobila tako povratne informacije o izvedbi, o njihovem zadovoljstvu, o vedenju dijakov, kot tudi njihove predloge, kako pač zadevo, kako bi lahko izboljšali. In seveda potem to povratno informacijo tudi pokomentirala in dala na razpravo. Tako da potem letni razgovor je še ena priložnost, kjer se vodstvo odpre oziroma da priložnost, da se učitelj izjasni glede pričakovanj, glede tega, kje si on želi izboljšave, bodi si v odnosu, bodi si v delovnih pogojih. Tako da teh priložnosti je veliko, bom pa poudarila nekaj. Zelo pomembno pri tem in ključno za izgradnjo tovrstne kulture je, kako se ti kot vodja odzoveš. A si užaljen ali se zahvališ? In ko se zahvališ iskreno, brez fige v žepu, ne? Ljudje to čutijo? Ja, jaz mislim, da je to nekaj, kar se ne da zaigrati. Jaz sem zelo hvaležna, pravzaprav, če si ti želiš dobrih odnosov, potem veš, da dobri odnosi nastanejo na podlagi nekega iskrenega odnosa, iskrenosti. In ta iskrenost vključuje včasih tudi neprijetnosti, ko so morda kakšna recimo nestrinjanja, potem oseba ne ve, kaj si ti mislil s tem, kar si rekel. In ko dobim povratno informacijo, a si to mislila, a si mislila, da mogoče ne delam dovolj. Mi je zelo všeč, da je pravzaprav ta dvom izražen, da imam priložnost se odzvati. Staša Florjanič, vi ste tudi NLP trenerka in hipnoterapeutka. To vaše znanje z področja psihologije in komunikacije je široko. Najbrž vam pride prav seveda tudi v šoli pri komunikaciji z različnimi deležniki. Omenjali ste že, da je ključna informiranost učiteljev, potem tudi način komunikacije, kako se nekaj pove, kako se pridobi določene informacije. Pomembno se vam zdi pa tudi, da na vseh teh delovnih srečanjih, konferencah pridete do določenih sklepov in jih potem čez nekaj časa tudi preverite oziroma ovrednotite, ali ste do njih, ali so se uresničili ali ne. Zakaj se vam zdi pomemben tudi ta del? Torej ne, da so sestanki namenjeni le pogovoru, sami sebi, da so namen, ampak da so tudi rezultati tisti, ki štejejo. Ja, zelo pomembno. Zdaj v svoji karieri sem opazovala številne sestanke, kjer se je v glavnem večji del sestanka je bil namenjen pritoževanju. Torej, ta del vsi dobro obvladamo. Zelo pomembno je, in to je tudi namen sestankov, da preidemo v drugo fazo, in to je, da iščemo rešitve. Zdaj, če izhajam iz ciljne usmerjenosti, problemska usmerjenost je, ko smo usmerjeni v problem, v analiziranje problema, kar je do neke mere potrebno. Vendar zelo pomembno je, da preidemo v ciljno usmerjenost, torej, da poiščemo, kako pa mi lahko pristopimo k reševanju tega problema. In zato je na konferencah pomembno na neki točki ustaviti tiste pritožbe in se vprašati, dajmo pa zdaj prihajati na dan z rešitvami. In potem, ko se te rešitve na nek način predstavijo, da se sprejme sklep. Pa še tukaj ni konec. Ko se sklep sprejme, je dejansko potrebno ta ukrep izvesti in tudi spremljati, ali se je izvedel. In potem na naslednjem srečanju preveriti, ali je bil ta ukrep, ki je bil sprejet, a je bil učinkovit. Kajti, če ni bil učinkovit, je potrebno nekaj novega sprejeti. In jaz pravim tukaj vedno v spodbudo, nič hudega, če bomo sprejeli nek sklep in nek ukrep, ki ne bo deloval. Pomembno je, da potem, ko ugotovimo, da ne deluje,
sprejmemo nek drug ukrep. Ponavadi je ravno to je proces samoevalvacije. In tako se gradi samoevalvacijska kultura, brez da bi se počutili ogroženi, ni nam uspelo. Ker tudi učimo se na napakah in napake so dovoljene v učeči se skupnosti. Prej ste omenili, da vsi radi govorimo o tem, kaj je narobe, kako bi morali kaj spremeniti. Ste že vi prišli do tega, da se je vzdušje v vaši zbornici spremenilo in ste zdaj vsi skupaj bolj nagnjeni tudi temu, da iščete rešitve, torej, da ne gre samo za pritoževanje, ampak da so tudi vaši kolegi že sprejeli to logiko in v redu, to nekaj ni v redu, najdimo zdaj pa rešitev, spremenimo nekaj, da bo bolje. Je to proces na dolgi rok ali lahko že kaj kmalu vidimo neke pozitivne posledice? Ja, mislim, da je že vidna sprememba. Sploh zato, zelo pomembno je, da ko ti zbereš predloge, da jih zbereš in da jih potem res uporabiš. In ko potem ljudje vidijo, da njihovo mnenje šteje, potem postanejo bolj produktivni. Jaz bom povedala recimo primer, ki morda ni običajna praksa, ampak tudi pri kadrovskih zadevah, torej ko imam razgovore z kandidati, povabim predstavnike strokovnega aktiva. Zakaj? Zato, da pravzaprav tudi oni na nek način potem prevzemejo odgovornost za izbiro, ne nazadnje bodo oni z njim delali. In na ta način zopet validiraš njihov prispevek in zopet daješ veljavo, kar poveča nadzor in prispeva k tej kulturi medsebojnega sodelovanja in pa to je pravzaprav bistvo distribuiranega vodenja. Tako da mislim, da so na to že navajeni in da smo na dobri poti. Vzdušje vedno nekako zatrese kakšen izreden dogodek, ki se zgodi. Omenili ste na primer medvrstniškega nasilja. Kako pa mora takrat šola odreagirati? Koga vključiti v komunikacijo, koga ne? V takih primerih se najbrž srečate tudi s kakšnimi dopisi odvetnikov in zunanjimi institucijami, ne? Če gre kaj hudo narobe, kot je na primer policija ali pa občina. Ja, zelo pomembno je, da je odziv trezen in da je hiter. Pri tem pa je pomembno, recimo, če dobi ravnatelj pismo odvetnika, je pomembno, da je to sprejme kot samo še en dopis, na katerega je seveda potrebno odgovoriti. Želeli bi si, da je komunikacija direktna s starši in tukaj je zelo pomembno, da poiščemo tisto skupno točko. Kajti prepogosto pozabimo, da imamo skupne interese in skupne cilje. Torej, tako mi kot starši si želimo zagotoviti varno okolje za dijaka, kot tudi želimo si, da je dijak uspešen. In na to je potrebno opozoriti tudi starše in jih povabiti na pogovor, kajti komunikacija v pisni obliki ima svoje pomanjkljivosti. Zato se mi zdi ta pristen stik, tisti, ki je pomemben in ki lahko zadevo reši brez nadaljnje eskalacije konflikta in zapletov. Ko pride do tovrstne situacije, je zelo pomembno, in to je prvi korak, validacija čustev. Torej starši, ki so bodisi starši žrtve ali starši storilca, so prestrašeni, so mogoče užaljeni, jezni, zlasti, če se jim sporoči zadeva na neprimeren način. In takrat je prvi korak to, da se mi vprašamo, v kakšnem čustvenem stanju se zdaj nahaja starš. Zdaj, zakaj to naredimo? Ker nam je v interesu, da ustvarimo dober stik. Mi ne moremo ustvariti dobrega stika, če izhajamo samo iz sebe. In potem, ko pravzaprav validiramo čustva staršev, ko prepoznamo tisto potrebo, ki je v ozadju, potem lahko vzpostavimo ta dober stik in potem se lahko začnemo pogovarjati o morebitnih rešitvah. Pomembno je tudi to, kar jaz
pogosto naredim. Normalno je, starši izhajajo iz sebe. To je moj otrok, jaz moram svojega otroka zaščititi. Jaz potem, ko smo že vzpostavili dober stik, vedno povabim starše, da stopijo iz tega zaznavnega položaja jaz, še v drug zaznavni položaj, pa rečem, predstavljajte pa si, da ste vi ravnateljica ali ravnatelj in da imate 1052 otrok. In niste odgovorni samo za tega otroka, ampak ste odgovorni za vse. In iz tega vidika, kako bi vi recimo odreagirali. Potem pa lažje razumejo, ko jih povabiš v eno drugo perspektivo, kako pravzaprav, kaj je naloga vodstva, ravnatelja, pravzaprav, da zaščiti in poskrbi za varno okolje, za vse vključene. Torej, s premišljeno komunikacijo se po vašem mnenju da izogniti marsikateremu nesporazumu ali pa napeti situaciji v šoli. Najbrž tudi v vsakodnevnem življenju šole, ne samo, ko gre za takšen izreden primer. Da te lahko mogoče še kakšen primer o tem, kako se bi lahko z mogoče premišljeno komunikacijo rešil kakšen nesporazum, tako da do njega v bistvu sploh ne bi prišlo. Veliko je najbrž teh odnosov tudi v samem razredu, 30 dijakov, potem je tu še profesor, tukaj lahko pride do marsičesa, ne? Ja, to je res velik izziv in jaz pravim, da bi vsak človek moral poskusiti biti profesor, da res začuti, kako je to, ko stojiš v razredu, pa je 30 učencev. Problem so sprožilci. Sprožilci so nekaj zunanji stimulansi, ki lahko v učitelju sprožijo nek odziv. Ponavadi gre vedno to, da so ogrožene vrednote, potrebe in tukaj je ključnega pomena, da je učitelj, da ima sposobnost čustvene samoregulacije. Jaz vedno pravim, potrebno si je vzeti pauzo in v tisti pauzi sprejeti odločitev, kako se boš odzval. Se pravi, iz reakcij v zavestne odzive, kar je včasih zelo težko. Potrebno je tudi ves čas razmišljati oziroma imeti v mislih, da pri komunikaciji imamo kratkoročne in dolgoročne cilje. Kratkoročni cilj je morda postaviti nekomu mejo. Če pa mi razmišljamo o dolgoročnem cilju, so pa medosebni odnosi. Mi želimo na dolgi rok z nekom imeti dober odnos. Zato je potrebno razmišljati, vključiti v ta odziv tudi ta dolgoročni interes. Tako da nič ni narobe z jezo, ki jo doživi učitelj ali pa dijak. Torej, vsa čustva nam nekaj sporočajo, zlasti jeza nam sporoča, kadar so naše vrednote ogrožene. Pomembno pa je, kaj bomo s temi čustvi naredili, kako se bomo odzvali. Torej, še vedno lahko postavimo zelo jasne meje, lahko tudi izrazimo jezo na primeren način, ampak brez da bi kogarkoli poškodovali. Boste komunikaciji in tovrstnim veščinam namenili tudi izobraževanja na vaši šoli v prihodnje? Ja, seveda, to je prišla pobuda pravzaprav iz vrst učiteljev, ker vedo, s čim se tudi ukvarjam in se mi zdi pomembno, kajti pogosto predavanja, delavnice, ki jih izvajajo na šolah. Pogosto se tudi moji kolegi udeležujejo kakšnih delavnic, ki je drugje na temo komunikacije. Ta enkratni dogodek preprosto ni dovolj. Namreč mi smo ljudje navad. In naše odzivanje, reakcije so velikokrat na nezavedni ravni. Zato, če želimo kaj spremeniti, je potrebno ponavljanje, nenehna pozornost in fokus na to spremembo. Zato je zelo pomembno, da se naredi prostor, čas, da se tovrstne zadeve lahko pravzaprav
se v njih razpravlja, da se predstavi neka teorija, neki pristopi in potem, da se jih preizkuša v praksi. Da zopet v smislu samoevalvacijskega postopka, da se tudi evalvira. Ne? Zdaj, morda ljudje narobe razumejo, zdaj pa, če imam te tehnike, komunikacijske veščine, potem več ne bo neprijetnih situacij, ne bo konfliktov. Ne gre za to. Torej, to ni 100% rešitev. Gre za to, da se poveča verjetnost, da bo prišlo do pozitivnega izida. Potem se mi zdi zelo pomembno pri učiteljih in nasploh, da se izobražuje oziroma usposablja tudi z področja pisnega komuniciranja, kajti pisno komuniciranje ima marsikatero pomanjkljivost, ker pri pisnem komuniciranju je veliko elementov, ki so prisotni pri aktivnem poslušanju, odsotnih. Ne moreš opazovati mimike, gest svojega sogovornika, težko je parafrazirati, preveriti, ali sem pravilno razumela, kaj ste ravno kar rekli. Teže se je prilagajati okoliščinam, ne? In pogosto je ravno pisno komuniciranje, kako bi rekla, sproži nek konflikt. Ker oseba, ki prebere pisno sporočilo, kako ga prebere, je odvisno potem tudi, kako ga doživi. Ne? Tako da je možno sestaviti nek dopis tudi na ta način, ki bo validiral, zrcalil vrednote, ki bo, kako bi rekla, upošteval pravila sendvič metode, ne, kako podajamo povratno informacijo, vendar še vedno obstaja tveganje, da je sporočilo napačno razumljeno in sprejeto. Tukaj najbrž ni garancije, 100%. Ampak zdaj smo veliko govorili tudi o profesorjih, učiteljih, ampak najbrž se treba dotakniti pa tudi dijakov. Komunikacija je zmeraj odnos med dvema ali več ljudmi. Kako pa se v razredu obnašajo dijaki? Kakšno raven komunikacije pa imajo? Zelo različno. Po eni strani bi rekla, da sem zelo ponosna, ker kdorkoli pride recimo na našo šolo, rečejo, joj, vaši dijaki pa tako lepo pozdravljajo. In to je res. In bom rekla, da so zelo, kako bi rekla, odprti, topli in tudi zelo čustveno zreli. Po drugi strani se pa tudi pojavlja to, da zopet izhajajo samo iz svojega zaznavnega položaja jaz, in ko se pritožijo recimo učitelj je pa ni bil pravičen ali pa je nekaj rekel, brez da pravzaprav upoštevajo svoj del odgovornosti. In ravno to je bil tudi naš namen pri snovanju tega etičnega kodeksa, da razvijamo to odgovornost in zavedanje, da ko pride do nekega konflikta, da se vprašamo, kakšen del je bil moj v tem konfliktu in kaj, če bi lahko ponovil to situacijo, kaj bi morda naredil drugače. Pa to ne zato, da potem imaš občutek krivde, preprosto zato, da vzameš to kot priložnost, da se učiš na napakah. Jaz sem tudi imela recimo v sklopu dneva v dejavnosti, sem imela delavnice za dijake. Tema delavnic je bila učinkovita komunikacija. Vedno so bili zelo navdušeni, ko sem prejemala od njih povratne informacije anonimne in ponavadi so vedno rekli, dajte te delavnice tudi za učitelje organizirati. Tako da oni si tudi želijo teh veščin, pa se pravim, potrebno je pa z vseh strani pravzaprav biti zgled, tako vodstvo, starši, učitelji. Ampak dijaki si očitno želijo teh veščin tudi pri profesorjih. Tako. Učinkovita komunikacija se nekako začne pri čustveni zrelosti, to ste že omenili. Vemo, da v stresnih razmerah je včasih zelo težko odreagirati mirno in neprizadeto.
vsi bi potrebovali kakšen odgovor, varen prostor, celo mogoče supervizijo. So vaša vrata vedno odprta, tako za dijake kot za profesorje, da lahko pridejo, če potrebujejo nasvet ali pa mogoče samo, da izrazijo nekaj, kar se jim je zgodilo, po domače rečemo temu, da dajo ven nekaj, kar jih teži, pa je potem lahko lažje poiskati ali odgovor, pravo smer za rešitev, ali pa mogoče samo potolažiti nekoga, ki je doživel nekaj stresnega. Ja, no ravno iz tega razloga, ker vrata ne morem imeti čisto vedno odprta, včasih so kakšne nujne zadeve, ki jih je potrebno narediti, tako da takrat mi je pravzaprav ni prav, ampak vedno pa sem na voljo kolegom in tudi dijakom, da določene stvari predebatiramo. Pogosto se zgodi, da pridejo kolegi do mene in rečejo, da imam en problem, kaj naj odgovorim, kako naj to rešim. In takrat pravzaprav sem tukaj doma in mi je to pravzaprav v čast, da se obrnejo name, da si dovolijo biti tudi ranljivi, da si dovolijo priznati tudi, da so naredili napako in da skupaj poiščemo rešitev. Ravno zato sem pa razmišljala in pravzaprav se odločila, da organiziramo neke vrste pogovorne ure, delavnice, kjer bomo naredili prostor, da predstavimo neke komunikacijske veščine, kot tudi, da bo to prostor za neke vrste supervizijo, ko bomo reševali neke konkretne primere in pravzaprav pilili komunikacijske veščine. Za konec bi vas vprašala le še, ker je v vzgoji in izobraževanju kar veliko teh odnosov in komunikacije. Kdaj pa je ta komunikacija, vsaj za vas mogoče, najtežja ali pa čemu se želite vi, na primer, izogniti, česa si ne želite? Česa si ne želim je, kadar v postopku, recimo reševanje kakšne izredne situacije, kot je recimo medvrstniško nasilje, ko se zelo trudimo poiskati rešitev, ki bi bila primerna za oba, torej vedno iščemo zmagaš neko rešitev, pa vendar je potrebno tistemu, ki je storilec, postaviti meje. Zelo pomembno je, kadar mu postavljamo te meje in sprejemamo neke ukrepe, da je ta naša konstruktivna kritika, povratna informacija vedno usmerjena na vedenje, nikoli na osebo in značaj. Kajti zgodilo se je, da je en dijak po nekem obdobju, ko sem ga povabila na pogovor in ga vprašala, kako pa zdaj je, a je kaj razmislil, je rekel, ja, ugotovil sem, da sem slaba oseba. Zdaj, kje se je to zgodilo? Pogosto je pravzaprav okolje na nek način, ki odreagira na to, ki je razočarano. Zdaj, ali je to okolje, so to starši, so to sošolci, je to učitelj, kdorkoli, ki da to povratno sporočilo, ker ni namen. In pomembno, ko rešujemo te zadeve, je, da potem, ko se sprejmejo neki ukrepi, da se vedno opolnomoči mladega človeka, da je vsak dan priložnost, da se odloči, kdo želi biti. In da vsak dan sprejema to odločitev s svojimi dejanji. Druga stvar je, čemur bi se izognila, je pretirano kritizerstvo. Namreč že naši možgani so tako evolucijsko naravnani, da si prej zapomnemo in premlevamo negativne vidike nekih dogodkov v preteklosti. In to se pozna tudi v naši komunikaciji. Zato je res pomembno, da zavestno vključujemo elemente pohval, kjerkoli so upravičene, ampak pogosto pozabimo na njih. In ravno s pohvalami najbolj spodbujamo tisto, kar želimo videti v razredu, med kolegi. Tako da to je tista ključna zadeva. Magistrica Staša Florjanič, ravnateljica Srednje gradbene geodetske okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Najlepša hvala za pogovor in uspešno šolsko leto vam želim. Hvala tudi vam. Srečno.